Kako si kaj? Dobar je. Dobar je. No, okrogla miza, kot smo prej že slišali, bo se dogajala o cirkusu, pa o živaleh v cirkusu, pa mogoče... Se res, Jože, si kaj kač videl? Ja. So bile dolge? Ja. Tenke pa dolge. Pa so kaj šelestele okrog? Ja, šelestele proti koščaku v hribu. No, tako. Skupaj s pižmovkom. Ja, lepo je bilo, ja. Je bil lep popoldan. Lepo popoldan, kače sem videl, ja. No, to je bilo pa fleten. Torej, gremo na cirkus, mogoče najprej eminenca, nekaj besed o cirkusu, za uvod, mogoče kaj o bivšem cirkusu. Cirkus izvira že iz starih časov. Že stari Rimljani so radi hodili v cirkus. Tam so opazovali razne zverine, nevarne človeškemu življenju. Naprimer? Naprimer leva. Kdo zna oponašati leva? Kdo zna oponašati leva? Čolnič? Mogoče bi pes leva oponašal. No. Metro Golden Čolnič. Ne všeč? Se mi zdi, da je dobro? Bi bil kar primer. Mogoče bi malce z višjim tonom. Lahko. To je bilo v redu? To je ko Bog hodil, ki je v šolo, ja. V redu. Čolnič bilo dobro. Mogoče strokovno meni. Ja, lahko. Se mi zdi, da je mogoče tale lev malce lačen. Tako sem doživljal vsem sebe, ko sem se identificiral s tem levom. Mogoče ravno v tem mogoče ena poanca. Vi to ima perce veste? Ja, v tem je nekaj, kaj ti levi zelo radi ob taki uri kaj pojedo. In mislim, da je čas za to, da bi se kaj prigreznilo in ponovadi levinja gre potem loviti, ko sliši leva, ne? In potem lev dobi svojo hrano, ko pač levinja ujame. Ravno v tem je štos. Tako. Takrat, ko levinja dobi hrano, je lev sit. Sigurno. Že jaz dobunašal. Ja, prosim, metelanc. Meni so zmeri govorili, ker smo bili kakšna družba, tako kaj vaš dan bil, tako kaj zdaj, so meni zmeri prosili, če bi levo oponašal. Pa tako je oponašal. A pa tako je. Je to saharski lev? Ta je bil že bolj stepski, ne? A to pa povratna vez? Ja, to je pa kojot, ki zvala leva teče. Aha, coyote people. Ja, da jede, od leva jede. Njih kojot, ne vem, če je tista žval hijera se nekaj. Materanc, jaz se ne strinjam z vami, se mi zdi, da sem jaz bolj zadev leva, kot vi. Jaz ne vem, pincnej povej. Oba leva sta bila, pravzaprav imamo leve z različnih področji, ne? Imamo stepne leve, potem imamo savanske leve, potem je tu saharski lev in pa seveda še lačni lev. Zdaj, predvsem tisti zadnji, lačni lev je... Pri Čušperku videl leva. Leva? Pri Čušperku. Sigurno zavino levo, pol, ne? Sigurno zavino levo. Moj telefon. Halo, dober dan. No, da vidimo, da je to, ne? Halo, ja. Dober dan. Dober dan. Se pogovarjate, ne, o živalih, ne? Ja. Okrogla miza, Ludvik tukaj. Zdravo, Ludvik. Ja, bi lahko jaz samo žival oponašal. No, kakšno žival si pa Prej se mi izvoli. Vola oponašal, ne? Vola, ja. Da slišim. Čisto pravga vola. Takole bi šlo, ne? No. 3, 4. Metro, dobro! Ta ni bila čist, kako bi človek rekel... Simbolična, ne? Ja, to je parabola. To je bila, v bistvu, ja. No, ampak pustimo, to so pač malenkosti, ki pač ljudje imajo svojo predstavo nekaterih živaleh, vendar ne govorimo o pravih živaleh. Kako to, da je slovenski narod tako obremenjen z nekimi političnimi predsodki? Premalo hodi v cirkus. Premalo hodi v cirkus. Dobro. Čavci si mislijo svoje, mi pa premalo z našo okrogo mizo naprej. Govorimo o bivšem cirkusu trenutno, kako je z Bolham? Tiste majhne, kakaj... Ne se pravi takoj, mislim, dajmo še malo počakati, ampak to je recimo znak, da bolhe so. Torej, boljši cirkus. Prej sem pozabil omeniti še salonskega leva, to mi žal, ampak tudi to je zelo zanimiva žival. Torej, v cirkusu stari Rimljani, kot je omenjenca predajal, so bili levi zelo poučne živali, vse vemo, da so recimo se preživljali z ubogimi
tako imenovanimi... Ja, mečkine otroške so jim dali za jest, ne? Za zajtrk, ja. Kaj pa potem za majico? Ne vem, to se mi tako grdo zdi, da so bili taki. Caligula je bil sploh en čuden, pa Neron. Grozne sta bila. Ja, zaleve sta bila kar fejst v bistvu. Barabe sta bila navadne. No, se pol jih je kako je bilo že ime en Spartaka, ne, jih je mal stresno, pa so ga pol še njega, ne. Neč ni dosti pravo. No, ampak ko smo že pri cirkusu, konji so recimo tudi krasne cirkuši špali. Konje se da lepo zdresirati. In recimo, ne te naši lepi canci, ampak kakšni drugi tudi, tisti kakšni arabci lepi, temu kakšnega konja recimo probati. Ja, kdo bi končka? Težko. Ja, Panči, ti si počas kobila znala dobro, sem bila mlada, ne? Da, kad sem bila mlada, sem tudi sama kena kobila. No, dajmo kakšno starejšo recimo kobilo. Marička, če pa bi lahko vi, gospod Pet, samečken nakazal intonacijo dal. No, otroci pravijo temu IHH. Lahko izhajamo iz tega. Ja, pa konj rezgetat, kobila tudi rezgetat, ki bi znala jaz, zdaj se bom pa jaz poglobila. Ja, ne, vidite, kaj ne znam. Ne, to je, no, to je težko. Ker konj je navadna rezgetača. Kaj pa, če bi dal sladkorček, mogoče bi? Bi šlo lažji? Kje imate tisto torto? Kje je torta? Mogoče pa torto lažje. No, torto, ja, ni vedno mesto, da jo ne bi tako poskusila. Kravco poskusila. No, pa da je kravco, no. A Panči, se spomniš, kako kravca dela? Kravca je lažje. Kravca dela, tika, taka. Bom poskušala kravco, če se bi probal. To se pa zelo lepo ponašala zdaj kravo. Domača, polna mleka. Polna mlekca, a čem ponoviti? Bomo pomozili. To je bila taka... Domača ica, tiste še nedožna kravca, čist mlada. A res? Ja, mi se zdi, da sem zadela. Res, da je nekam otožno zvenelo, to je pa res, ja. Jaj. Jože, mogoče bi Jože tole komentiral, kako ste mi kravami. Jožkota, mislite? Jožkota, ja. Jo, zdaj jaz ne vem, jaz v celem življenju nisem kaj dosti oponašal živali. Sem se pa, ko sem gobe nabiral, naučil klic divjega prašička. No, zelo zanimivo. A lahko poskusim? Teh redki so v cirkusu, da dajmo probati. Bom poskusil. Ja. Zelo, ja, zelo... O, se vam zdi, Pers? To je ljubezenski klic. Ljubezenski klic divjega prašička, ker je on razburjen. Kdaj srečal, ki je v kost? Ja, pa kad sem ga videl, ja, jaz sem ga zavrtel glih, ker je bil na svinjo skakal, na svojo družico, in je glih točno tako je delal, ne. Ona pa tudi nekaj podobnega. Tako da sem imel srečo, ne. To šifra govorila v bistvu. Mečkan sta šifrira govorila, ampak se pa videla, se pa mata rada. Ta mečkani polka so v pidžamah? Ja, tisti pa mečkan z višjim glasom, ne. A ja, to... Bi pa rad. Rad bi videl, če zna mogoče Valentinčič kačo ponašati. Kača je izredna. Kača bi mogoče pa znal. Kača diha, ne? Ja, kača diha, ja. To je to. To je tist. Človek si misli, da kača sploh ne diha, pa ni so ona diha neko. No, tako kača diha. Pa čist bliz pride. To je bližnja kača, kača zelo blizu. Pa imamo pa še kobre. Kobre pa dihajo malo globi, ne? No, slišimo še kobre. Kaj ti bi žagala? Kaj ta prava? To je stara zmatrana kobra. Pa vroče je, ne? Vroče je za Ste pa me bilo zelo všeč, ki ste pa mi to se naučil, no. Ko sem bil v Sahari enkrat, slučajno v službena pot zanesla, takrat sem zobne ščetke prodajal za Kolomos iz Celja, sem se pa v Sahari znajdel, ben drug se ni upal Bušmanom prodajati, ne, jaz sem pa rekel, pa grem pa poskusil srečo, no sem pa srečo je pa takih kač raznih, ne. Biznis je biznis, ne. Biznis je biznis. Valentinčič, mogoče me zanima, znate ponašati zeleno mambo? Zeleno mambo, ja, to pa me pot zanesla tudi v Južno Ameriko.
Tam sem pa zeleno mambo srečal. A bi lahko mogoče? Bom poskusil, ta je mečkem bolj kompliciran. Ja, zelena je, ne? Ono diha pred kolene. To je vidiš, kako modro dirkač, ne? Nekak, ja. Je pa zelo navadna. Takrat, ko je ti takole diha, ne, potem je že zgubljen. Pa je boljš, da greš. Boljš, da greš. Preden začne dihati. Preden začne dihati. No, kače so tudi lepe cirkuške življenje. Kaj, recimo tisti veliki pitoni, ki hulačijo po sebi, pa tisti, te tudi dihajo? Ja, pitoni dihajo, ampak oni pa bolj melodiozno dihajo. Kot bolj za vrat. Moje ti, če se spomnite, ko ste prišel iz Južne Amerike, ste mi povedal, da ste videl pitona na tapirju, ki je delal kokodak, da je to pa je podobno. Ja, to so ena posebna vrsta pitonov, ne, temu se reče simbioza. To je ta mešana med anakondo pa med pitonom. Ja, ampak nekateri pitoni se uvijajo tapirja, ne, kot v simbiozi živijo s tapirjem in polk je tapir hod naokrog. Oni vse vidijo? Ja, ne, je pižmoke, ne, južno-brazilske pižmoke. No in pa tapir dobi svoj kos. Ja. Oziroma piton dobi svoj kos zraven. Čudi me recimo, da tapir to prenese. Ja, radi se malo jakača, pa njemu čisto šesa. A ja, zato seveda. No, to je tipična simbioza. Simbioza je. Kača piton ušesa tapiru, tapir pa njemu meče ostanke. To je tako kot morski pilot, ne? Riba pilot, ne? Tako je, to je bližen tako je. Pa tudi usmerja ga jakača, ker ima tak čut, da usmerja mu reče levo, desno, naravnost. In on gre. On pa gre pa. V cirkusu imamo tudi, recimo, ne govorimo o menažeriji, ampak o cirkusu, dresirane pse. Več vrst jih je, najramo kakšne fokstarjere, kakšne take pinče majhne. Kaj je recimo s temi psi? Kdo kaj obvlada, mogoče kakšne komande njihove? Jaz se moram reči, da se psov bojim. Namreč ravno včeraj me je napadla čivava. Čivava? In to je vrak. To je vrak. To je mešati med čevapčičem pa med... To je pes, ki je... To je južnoameriški pes. Ameriški deluje malo tako kot tale naša srnca, nekaj rečemo, sam da ima prsni koš dosti večji, je pa najbolj pogumen pes. Za orižoto. Za orižoto ga Američani običajno ne dajo, ker ga imajo radi, kakor lastnega otroka. Je pa krvoločen pes to. To pomeni, da loči kri od vode. Poznam tudi recimo v toplarni dela Pavle Vravec, ki je kupil pa še malega psa, kot je čivava. Ja, kaj pa je kupil? Hud. Hud pes? Samo vava, da se reče. Seveda. Blešči. Te so še manjši. Kaj sem to gledal na veterinarski kliniki, imajo eno serijo takih majhnih psov tudi zdaj v obdelavi, kaj sem kakšne zobe in pucajo po takne. A če moramo vsi trije oponašati čivave? Ja, gremo pa 3-4. 3-4. To je izredna, torej čivava ima ta čuden čut, ki ga psi drugi nimajo, lahko izgovarja več zlogov. In zaradi tega je čivava, tega tudi tako imenujejo, ne? Ja, ima več zložno živave to, ja. Več zložno, ja. Pa sklepamo zraven, tako da je tudi sklepčna v bistvu. Pravzaprav je sklepčna, ja. Običajno je sama sabo sklepčna. Kaj imamo še v živalskem vrtolju? Ja, ko smo že pri psih, prej sem hodil vprašati, kakšne pse pa uporablja naša vojska? Mogoče general Guzman? Pa v našoj vojski po naročilu razvodnika. Mi smo hteli imeti one male čivave. V principu smo se odločili za čivave. Vendar? Privezana na haubicu, da posadke ni strah. Po noči čivavo privežeš za haubicu, ona gre pred topom, na veliki ketni težki 60 kg, posadke ni strah, ker čivava ona izsledi. Vahta dobra čivava. To je tak vahtarski pes tudi. Nevaren je, vahtmajster se mu reči. Ja, to je strokovni izraz v vojni. Poglejte, piše tukaj, pasji priročnik za vojsko. Vrgli so leta 88 čivavo med pitbull terjerje. 8 jih je podala v pol minuti.
To je zgovoren To je dokaz. izreden rekord, ja, moram reči. A je bilo posebej trenirana za bulterjerje? Bila je talentirana, ni bila pa trenirana, kako razvodnik. Živalu se sploh ne da natrenirati. Ne. To je pes samostojen, on se drži sam zase, razmišlja po svoje, ima pa človeka rad. In se ne bo odlepil od človeka, še posebej, če vidi, da je človek v nevarnosti. Poleg tega je to značilno za čivalu, da ima strašno rada haubice. Čim čivalo vidi haubicu, ne moreš jo spraviti proč. Ona ti bo skakljala okrog haubic, na haubicu, pa sa haubice dol, pa pod haubicom, na vse strani stalno bo gledala tisto haubico. Dobro, ima rada tudi top. I top ima rada, a više haubic. Ampak več haubic, skoraj da več. Ja. Dobro, pustimo V zdaj malo... principu ima rada haubicu več kot top. Hvala lepa, pustimo zdaj malo pse in pogledamo, imamo tudi medvede, namreč v živalskem vrtovih... Imamo tudi medvede, uporabljamo pri našoj armiji. Da. To so pa za zaščito pešadije. Kadar pešadija gre v napad, ima zmeraj po 15 medvedov okrog sebe. Sovražnik se prestraši medveda, posebej, ker medvedi hodijo takrat, medvedje so pa tresereni, hodijo po dveh nogah in rjujejo. Mi smo na Koščakovem hribu mogoče napravili napako. Kaj ste naredili, medvedje uslugo? Dali smo medvede pred pešadijom, Naredili smo si medvedje uslugo. pobili so su pešadijo, medvedi igrali i tancali sa neprijateljom. Dresura je bila napač. Ja, seveda. Popolnoma A napač. ste to od ciganov kupili, ali kaj? Kopile od cigana, od Romov smo ih ubili. Kupujemo samo cigan. Aha. Pobili su pešadijo. Bilo smešno, ne razvodnik. Medvedi tancali sa neprijateljom. Dobar je, bilo je majčkeno, kruto, grozovito, pisalo je v časopisih, vendar mi se ne moremo tega orožja, kako da rečem, losat, znebit, ne moremo sedaj nenadoma odpustiti medvede, ko so se navadili. Ne, ker so na popisu, vendar je brez veze. Da Ne, imamo ih na spisku in gotovo je. Ja se čudim. Kako to da medvede mi gojimo u Kočevskom rogu, Miklošićeva i Titova bez medveda? To je nevjerojatno. Dobro, pustimo se da je tole, mogoče še Joško Dolanc, ki je v medvedih, glede na to, da je strasten gobar, pa kakšna sreča. Ja, jaz sem je včasih ekskluzivno, da sem lahko, recimo, ko me strast zagrabla, sem se ženo skregal, sem kazga medveda tudi, Pretepu. ja, pa ustrelil, pa recimo šape sem rad jedel, pa kože sem imel, zdaj pa nič več ni. Je bila sem ponujal 5000 kotalk razvodniku, pa ne da dovoljenice za medveda. Jaz Pa ne sva prijatna, je bila prijatna. morem mu dati dovoljenico za medvede, če imam na spisku medvede, težke artiljerije in pešadije. Zadnje čase smo jih začeli uporabljati tudi za težko artilerijo. Imamo kaj podmladka pri medvedih, recimo, da ste za Joško tako najedli? V principu imamo, vendar rabimo jih. Sedaj so se čivale in medvedi nekako navezali drug na drugega in jih držimo skupaj. Tudi neke vrste simbioza, ne? Tudi, čivala napada, medved pa iz odzadaj grozi. A ja, to je to, ja. Je seveda hrbet krije, ne? Krije hrbet, če bi slučajno kdo od vlastnih vojakov kaj poskušal narediti čivali. Kaj ti imate tudi take vojake, ki se čivale bojijo. Imamo kod nas spolne iztirjence. Spolni so Ja, iztirjenci, seveda. saj jeste kako je. No, pač naredil bi si vojak medvedje uslugo spet, ne? Spet, medvedje uslugo bi se Dobro, dali. mislim, da to pustimo medvede primeru. No, v živalskem vrtu še kakšno zanimivo žival tako. Mogoče bi pa jaz povedal. Gašper, prosti. Ja, pri nas, recimo, predvsem na naših ustanovah, tu po naročilu sem grlice so pri nas. Ja, grlice. Grlice, ja. Fanči, recimo, zaš bila pri meni na potrebi in smo jih grlice pripeljali. Kako je bilo, fanči, kaj poznaj? Ja, to je bilo pa res tako lepo, sej mogoče so to delikatne stvari govoriti, kako sem jaz bila na potrebi, pa tako, ampak mi je bilo pa tako všeč, ki mi je pa grlica cel cajt prepevala, gru je delala. Ja, to pa res je tako, kako bi rekla, a ne vidite, človek se navad pogarkovati. Ja. No, to od tega pride, ne? Pogrkujemo večkrat, ne pogrkujemo. A to pri vas? Gr delamo. Gašper, super. Ja, tako je bilo. Mogoče še kdo ima kakšno žival za omeniti? Jaz ne več se ne spomnim, da bi še kaj bilo.
Mogoče bi tudi mi kaj povedali. Ja, seveda. Pri nas imamo radi deževnike. Deževnike? Zakaj? Rahljajo zemljo. In seveda potem lažje prideš do določenega cilja. Prekopavajo in rahljajo zemljo. Je pa značilno za deževnike, namreč interesantno je, kako se oglašajo. Ne? Aha. To je zanimivo, ne? No? Veste, tako je to. Rah, 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 rah. To je s tistim prvim ugrizom pod zemljo in potem to nadaljuje. Rah, rah, rah. Kaj pa, ko recimo to zemljo spravijo potem ven na plano, da lahko recimo... Kaj pa, ko reče, ki pridejo pa na plano, pa rečejo Rahmaninov. Kaj pa, ko bežijo pred krtom? Ko bežijo pred krtom? Ja. So pa tih. Takrat so pa tih. Da jih slučajno ne bi zasnofal. Dobro, imamo še kaj? Pa sam rečejo, črta.